Lepo pozdravljeni, nadaljujemo z našimi pogovori pri damah. Tokrat mogoče malce v zamenjanih pozicijah. Danes se pogovarjamo z gospodom Dušanom Hedlom, ki ponavadi sedi na mojem stolu tukaj. Danes je v vlogi avtorja knjige Podjetni nacionalni program kulture. Dušan Hedl je magister poslovnih ved, kot tudi v okviru Kulturnega centra Maribor, vodja projektov, glavni urednik knjižne zbirke Frontir, knjižnega programa in vse, kaj je še potrebno početi tukaj pri nas. Ja. Moje ime je Peter Dobaj, sem odgovorni urednik knjižne zbirke Frontir. Z Dušanom se bova tikala, ker se poznava že nekaj časa in bi malce nerodno izpadlo, če se začnemo naenkrat vikati. Tako. Saj mislim jaz tako. Tako. Dušan, jaz bi te prosil, če mogoče malo predstaviš svojo akademsko pot. To ne vem, če obstaja. Ja, no, nenazadnje si magister poslovnih ved, nekako si mogel priti do sem. Podjetni nacionalni program kulture je res raziskovalna naloga. Zdaj, moj namen ni bil stopiti med akademike, mogoče čez kakšnih 20 let. Ja, zaenkrat pa še ne, kajti moj interes je bolj se uveljavljati v praksi. Kot veš, delava skupaj na založbi in sem pravzaprav tako v prvi knjigi Podjetništvo v kulturi na primeru Mestne občine Maribor, tako v drugi knjigi Podjetni nacionalni program kulture opisoval to, kar opažam v praksi, kar tudi ti dobro poznaš zadnjih več kot 10 let. Pravzaprav koliko let že delamo skupaj? Manj kot 10 let, mislim, da bo 8. Aha, no, potem meni čas teče hitreje, mogoče je. Ampak opisoval sem na primeru, torej na primerih in na primeru. Torej, recimo, kot veš, vsaj jaz tako mislim, naš Kulturni center Maribor je primer dobre prakse. Namreč pri nas upoštevamo vse zakonitosti v našem zavodu, pri naši založbi, upoštevamo zakonitosti podjetništva in kot smo ugotovili, se to je izkazalo za zelo pozitivno. Medtem, ko so drugi, naši kolegi, tudi neprofitni zavodi že šli v stečaj in tudi v osebni stečaj, recimo, ali pa, ko so izgubili državno financiranje, si niso več opomogli, ali pa so se kadrovsko tako oslabili, da so prenehali delovati in vsi ostali problemi, ki pač zadevajo delovanje katerekoli organizacije, v podjetništvu oziroma v ekonomiji to imenujejo družba, so pač vsi problemi oziroma sodelovanje v vsaki organizaciji, ali neprofitni in profitni, iz tega sem izhajal, so podobni. Torej, v kulturi pa je bilo opaziti ta odpor do podjetništva. Zato sem si kot recimo prvi, oziroma mogoče celo edini v Sloveniji pač zadal nalogo, da popišem, uvedem podjetništvo v kulturno produkcijo. Tako da mogoče z mojo akademsko potjo to mogoče nima toliko zveze, mogoče bi to enkrat, ko boš ti prevzel recimo kompletno vodenje založbe, zavoda, kakorkoli, bi potem seveda bilo zanimivo predavati kje o izkušnjah
Vendar se bodo takrat že razmere spet spremenile. Seveda, ja. No, potem boš pa za svojo doktorsko disertacijo šel naprej, ne? Ja, doktorska disertacija v penziji. To je zdaj v modi. Ja, seveda. Aktivno preživljanje starosti. No, jaz se še nimam za starega, ampak govorimo o naslednjih 20 letih. V podjetništvu, v kulturi, knjiga je šla 2012, tako da si nekje 2010-2011 to raziskavo delal, govorimo o prejšnji knjigi. Tam si zapisal, slovenska kulturna politika temelji na romantičnem dojemanju umetniškega poslanstva, na poveličevanju višje duhovne vrednosti umetniškega ustvarjanja. V sodobni družbi pa je pomemben element produkcijski pristop pri ustvarjanju kulturnih dobrin. To se mi zdi zelo tako pragmatično dojemanje kulture, ki je nekako v današnjem času pravzaprav skoraj da nujno, če hoče neki posameznik se s tem profesionalno ukvarjati, jaz mislim. Ja, zdaj ta izjava je mogoče res celo malce provokativna. Moj način podajanja snovi in tudi pisanja in nenazadnje tudi komuniciranja je vedno na nek način provokativen, kajti hočem zainteresirati sogovornika, bralca, javnost in moram, kot veš, moramo se pohvaliti, da knjige so tudi tržno, ti dve knjigi, predvsem prva bolj celo kot druga, tržno zelo uspele, ne, so se dobro prodajale. Ja, menim, da v Sloveniji je prevelik poudarek, zdaj ne vem iz česa to izhaja, jaz se v psihologijo naroda nisem spuščal, sem izhajal samo iz ekonomske vede oziroma znanja o podjetništvu. Iz česa to izhaja, da so Slovenci tako romantično navezane, tako romantično gledajo na kulturno produkcijo, na pesništvo. Skoraj vsak bi že rad bil pesnik, če ne pa potem vsaj slikar. Če pa ne, pa je slab glasbenik, se opravičujem. Ampak ja, in zdaj spet je potrebno biti provokativen. Menim, da kulturna politika preveč tolerira amaterizem. Menim, da bi morali bolj in več poudarka dajati odličnosti, vrhunskosti in pa mednarodnemu uveljavljanju, kar seveda sedaj ni primer. To so samo črke na papirju in seveda to ne izhaja zdaj to izhaja iz splošno uveljavljenega razmišljanja o kulturi. Sedaj tudi na drugi strani podjetniki kulturo dojemajo tako, da bi morala biti vsa zastonjkarska in pa da umetniki oziroma kulturniki so malce zasanjani, so romantiki, so malce odštekani, so odpičeni in tako naprej. Tako da tudi na podjetniški strani, ki tako rada kritizira družbo in sedaj je naprimer ravno to v medijih zelo aktualno, naprimer kritizira nastop oziroma koalicijsko pogodbo leve vlade, ne ve pa zakaj. Jaz izhajam iz te teorije, da je osnova v kulturi, v kulturnem obnašanju, v kulturnih vzorcih. To namreč tudi poučujejo v prvem letniku podjetništva ali pa ekonomije mednarodno podjetništvo. Namreč kako globalne družbe prihajajo v določen lokalni prostor, da najprej naštudirajo lokalno kulturo in se vrinejo preko popularne kulture
v lokalni prostor, v kakšen nacionalni prostor. Tega se mi premalo zavedamo v Sloveniji. Namreč, da, seveda, zdaj ne moremo se s kulturo postaviti na okope, potrebno je biti odprt in potrebno je seveda posegati čim več v mednarodni prostor, kar pomeni, da ne moremo stopiti na okope in se zapreti v svoje tradicije. Je pa seveda se potrebno zavedati, da živimo v zelo dinamičnem mednarodnem prostoru in v tem prostoru je edino, kar je kulturo pričeti obravnavati kot podjetje. Preprosto povedano, kot podjetje. Torej, nacionalni program kulture, v katerem pišem v tej drugi knjigi, tega niti za 1% ne upošteva. Ne upošteva tega, da smo v mednarodnem dinamičnem prostoru in pa da je potrebno kulturi tudi pristopiti na podjeten način, s podjetniškimi znanji, s podjetniškimi orodji. Seveda, in potem to razvijam, zakaj, kako bi to lahko počeli v nacionalnem programu kulture. Nacionalni program kulture pa seveda nikoli ne bo napisan tako, da bi bil praktično uporaben, kajti to je, moramo se zavedati, da je to stvar koalicijske pogodbe. Je to stvar, ki jo določa politika. Mogoče za tiste, ki se ne posvečajo toliko kulturni politiki, nacionalni program kulture je v bistvu strateški dokument, ki nekako z smernicami, z nekimi navodili, kako bi različna področja kulturne produkcije nekako jim omogočili skozi državno podporo neko cvetenje, recimo. Ja, skozi državno podporo. Tako, ja. tako. Torej, v bistvu vsega je, kaj bo v naslednjem mandatu, oziroma ne, v naslednjem obdobju nacionalnega programa kulture. Sedaj se celo pogovarja, da bi to obdobje povečali na 8 let, ne na 4, ali kako je že. Kaj bo financirano? Torej, v bistvu ne gre za nič drugega, kot pa, če brutalno in spet provokativno povem tole, da gre za en nabor tistih, ki so se uspeli pririniti k koritu, oziroma so trenutno najmočnejši pri lobiranju in pač vrinejo svoje interesne sfere, svoje interesne skupine in vse bi naj v tistem na določenem obdobju potem financirali tisti projekti. Gre za večje projekte ali pa za način financiranja. Seveda je to, po mojem mnenju, izredno destruktivno. To nima nobene zveze z rastjo in razvojem nacionalnega kulturnega prostora. Izhajam pa seveda iz tega, da kulturni prostor je bit vsega, iz česar se raste in razvija vse ostalo, tudi podjetništvo, mediji, sociala, karkoli. Kajti nenazadnje kultura je zelo širok pojem. In seveda se nacionalni program kulture nikoli ne uresničuje tako, kot je zapisan. To je večkrat, premnogokrat oziroma skoraj vedno prazna črka na papirju, vse potem posamezne agencije, tako kot je Javna agencija za knjigo, Javna agencija za film, ministrstvo s svojimi resorji, potem še druge inštitucije in pa seveda lokalne skupnosti, občine. Vsak po svoje potem prikroji na svoj interesni način svoje področje.
osnova pa bi naj bila to. Naprimer, univerzitetna knjižnica, Narodna univerzitetna knjižnica je že velikokrat bila tudi v zadnjem, celo s številkami, mislim, da je bilo kar, ne vem točno številka, 10 milijonov ali 50 milijonov bi naj bilo namenjeno v tistem obdobju nacionalnega programa kulture za izgradnjo NUK-a. To je že zadnje 3 nacionalne programe kulture. Mislim, da se to pogovarjamo že odkar je samostojna Slovenija, pa se to še ni začelo, še vedno je tam parkirišče na, po štajerskem povedano, na šodro. Ja, to je v tabeli recimo NUK 2, objekt NUK 2, ocenjena vrednost 50 milijonov, 50 milijonov, ja. Predviden začetek del 2015. 2015, no. Kolikor sem nazadnje šel prejšnji teden, dela se še niso pričela. Vemo, to je nasproti Križank. In seveda tudi teh programov za kulturo je tudi lokalnih, celo zakon je bil sprejet, da se morajo, da vsaka lokalna skupnost mora sprejeti lokalni program za kulturo. In ti so napisani in potrjeni v določenih komisijah, to se imenujejo recimo družbene komisije za družbene dejavnosti, socialo ali nekaj podobnega na občinah. In to nima nobene zveze s prakso. Nima nobene zveze s tem, kaj bi naj res se resnično potrebovalo. Moj pristop pa je seveda drugi. Ne ukvarjam se toliko s tem, koliko bi naj bilo kaj financirano in kaj je v določenem nacionalnem programu kulture bilo zapisano v konkretnih ciljih, ki seveda niso bili uresničeni. Ne ukvarjam se točno s tem, to lahko vsakdo preveri, je javno dostopno, so javno dostopni podatki. Ukvarjam se namreč z eno utopijo, da bi nacionalni program kulture bil drugače zapisan, drugače narejen. Torej, da bi bilo izhodišče diametralno drugačno od sedanjega. Kar pomeni, da ne bi bilo zapisano, kaj potrebujemo, da bomo naprimer gradili NUK ali pa fakulteto za umetnost ali pa kakšen drug objekt in koliko bo namenjenega v določenem obdobju, naslednjem obdobju za knjigo, koliko bo namenjenega za film iz javnih sredstev, temveč kako pristopiti k kulturni dejavnosti. Kako v naslednjem obdobju nacionalnega programa kulture, recimo sedaj je spet priložnost, smo leta 2018 in če govorimo o dvojnem obdobju nacionalnega programa kulture kot do sedaj, je spet priložnost, da bi temeljito spremenili. Torej, ta program kulture, torej osnovni pristop pa pomeni implementirati podjetništvo, podjetniška orodja in podjetniška znanja in podjetniške principe v nacionalni program za kulturo. Zdaj, to ne pomeni, da bi privatizirali vse nacionalne zavode oziroma javne zavode za kulturo. Moje mnenje je, da vse občinske zavode bi bilo potrebno privatizirati oziroma jih v drugačno organizacijsko obliko z ustanovitelji, s privatnimi, zasebnimi ustanoviti oziroma reorganizirati. Medtem ko nacionalne javne zavode pa ne, ampak tudi nacionalni javni zavodi bi morali upoštevati principe ekonomije, podjetništva, kar pa seveda ni primer. Saj vemo, kako se kadrira v javnih inštitucijah. Naprimer, že v svet zavoda ima javnost najmanjši vpliv v svetih zavoda, ima javnost najmanjši vpliv. Svete zavodov, kar bi naj bili v podjetjih nadzorni sveti, se imenuje v zavodih sveti zavoda. V svete zavoda kadrira seveda
politika in politika je vedno najmočnejša. In kdo je na oblasti, tisti kadrira, tisti zamenja potem člane sveta zavoda, ki pač določa potem tudi vso nacionalno kulturno politiko v določenem mandatu. Če bi to uspeli spremeniti, da bi bilo manj recimo tega direktnega političnega vpliva in pa da bi direktorji javnih zavodov bili bolj opolnomočeni, da bi postali zares direktorji, ne pa podpisniki. Kajti direktorji v javnih zavodih so sedaj zgolj podpisniki tega, kar pač politika želi, oziroma politika preko vzvoda sveta zavoda, ki bi se moral imenovati nadzorni svet. Zakaj bi v javnih zavodih imenovali svet zavoda? Zakaj ne bi imenovali čisto preprosto, tako kot v ostalih družbah, nadzorni svet? Že samo s to terminologijo bi spremenili določen pomen sveta zavoda. Torej, opolnomočenje direktorjev, kadriranje, vso kadriranje v javnih zavodih v bistvu poteka preko politike. Moram reči, da sem politiko v zadnjem mandatu in v lokalnih skupnostih pobliže izkusil. Kandidiral sem za župana in sem do leta 18, od leta 14 do leta 18 v občinskem svetu občine Šentilj in sem, mislim, nič novega, seveda za me nič novega, ampak sem pobliže imel priložnost videti v eni mali lokalni skupnosti način kadriranja. Seveda se tam nisem revolucionarno obnašal, spuščal v to, tudi nisem imel te priložnosti, saj so večino imeli drugi, ampak gre za to, da dobesedno vse se na komisijah in potem na občinskem svetu v kupčkanju preko koalicij oziroma dogovarjanju, včasih na silo, včasih v dogovoru, včasih s preglasovanjem, včasih v dogovoru. Preglasovanje pa je zame nasilje. Ali pa z vzvodi medijskega nasilja, torej s pomočjo medijev, torej pritiska na javnost preko medijev in potem pritisk javnosti nazaj na določeno politično skupino ali na določenega posameznika, ki je politično izpostavljen oziroma je funkcionar v določenem okolju. Samo v tako mali skupnosti, kot je recimo občina Šentilj, kako to funkcionira, in to nikakor drugače ne funkcionira na državnem nivoju. Celo mogoče še bolj enostavno, še bolj primitivno. In seveda, če bi to uspel kdo zapisati, če bi kateri minister ali strokovna skupina, ki sestavlja nacionalni program za kulturo, uspela zapisati te principe podjetništva v nacionalni program za kulturo in jih vsaj približno pričela uveljavljati v praksi, to bi bil izreden in maksimalen uspeh, kajti drugače smo pač obsojeni na takšno bivanje kot do sedaj in v tem se pač lahko sprijaznimo in pa potem iščemo pač čim boljše, tako kot vsi, čim boljše luknje oziroma poti, priprta, odprta vrata v sistemu ali pa lobiranju. Če bi pa nacionalni program kulture utemeljili na podjetništvu, bi uveljavili več možnosti za več umetnikov. Več umetnikov bi imelo možnost, vsaj možnost za uveljavitev in uspeh. Kajti umetniki se morajo zavedati, da je vse skupaj v bistvu tako, kot je v globalnem show biznisu, kjer se pop glasbeniki borijo za uspeh, vendar nimajo nobene možnosti. Se nimajo nobenih znanj, nobenih zvez, niti ni namenjeno njim, da uspejo, kajti uspešnih 10 ali pa tistih 5
zvest se ustvarja nekaj čist druge. Vsi ostali pa so mašilo v sistemu. Tako je tudi čist preprosto in najbolj resnično v tako malem sistemu nacionalne kulture, kot je Slovenija, na globalni obli, tudi v Sloveniji. Tako, vsi, ki se ukvarjajo z umetnostjo v Sloveniji, so pač umetniki in mašilo v sistemu nacionalnega programa za kulturo. So pač topovska hrana. Nima dobene možnosti. Zavedajo pa se tega ne. Malce pizdijo na Facebooku ali pa na Twitterju. Niti ne. Umetniki niti ne poznajo Twitterja. In so pravzaprav sprijaznjeni s sistemom. Ko pa nekdo prične kritizirati določene inštitucije ali pa sistem, pa se celo obrnejo proti tistemu. Namreč jaz imam osebne izkušnje, recimo z nastopom pri obeh knjigah, ko so se knjige pojavile, marsikateri umetniki so se temu zoperstavili, češ to pa je zdaj privatizacija, to je sedaj podjetništvo, tega pa ne rabimo, so taki podjetniki, so vsi barabe in tako naprej in tako naprej. In v bistvu delujejo proti sebi. Koliko bi recimo opolnomočenje vodstvenih kadrov, opolnomočenje direktorjev, oziroma če so sploh pravilni ljudje na teh položajih, koliko bi to spremenilo umetniško produkcijo ali oziroma vplivalo na delo umetnikov? Ja, zdaj treba povedati nekaj, da zdaj bi mogoče bom izpadel tudi kot nostalgik, ampak včasih so direktorji bili persone, ki so nekaj pomenili na umetniškem ali pa kulturnem področju. Sedaj smo priče v zadnjih 10, 20 letih so v bistvu direktorji javnih inštitucij postali X-fajli. Ljudje, ki so neuveljavljeni na kulturnem oziroma na nobenem področju. Zdaj seveda temu je treba pristopiti tako. Jaz zagovarjam v tej knjigi in v obeh knjigah in v vseh svojih knjigah zagovarjam to stališče. Namreč direktorji umetniških institucij, javnih zavodov nikakor ne priporočam, da bi bili strokovnjaki na področju, naprimer, da je direktor galerije umetnosti zgodovinar ali pa celo slikar ali pa iz tega strokovnega področja. Zagovarjam to, da bi direktor bil ekonomist, torej ekonomsko izobražen. Lahko je seveda uveljavljen tudi na umetniškem področju, v redu je bilo, vendar čas se spreminja. Vendar pa to mora biti zelo močna osebnost. Namreč ekonomistov ne zanima, vsaj do sedaj jih ni zanimalo vodenje javnih inštitucij, kajti to so totalno paralelni svetovi, totalno drugačni svetovi. Medtem, ko pa sedaj, kot rečeno, smo dobili direktorje, ki so totalne neznanke. Medtem, ko pa strokovnjaki pa gledajo samo svoj ozki strokovni imajo svoj ozek strokovni pogled na določeno umetnost ali pa na določeno strukturo in samo to uveljavljajo. Ne znajo pa delati s financami, ne znajo delati s kadri, no s kadri sedaj tako ni potrebno znati delati, kajti ne kadrirajo oni. Ker če bi bili direktorji bolj opolnomočeni, bi oni s svojimi kadroviki kadrirali. Mislim, da je to izrednega pomena in pa finančna znanja, marketinška znanja. Marketinška znanja pri javnih zavodih za kulturo so, razen par izjem, so na izredno nizkem nivoju. Ne bom izpostavljal nobenega primera, raje izpostavljam primere dobre prakse. Medtem, seveda, kaj storiti, kako izbirati direktorje, to je vprašanje. Vendar, tako kot je sedaj sistem nastavljen, kot sem rekel, še zdaj ne kaže, da bi se izbiranje direktorjev spremenilo.
to se v praksi pa zgodi tako, ne? V sobanah oziroma mogoče celo v sobah, kjer so tisti, ki vodijo trenutno koalicijo ali na lokalnem ali na državnem nivoju, se zmenijo, tale bo pa, ne? In potem tisti je na vse pretege. Moram reči, da sem to celo videl v praksi, kako. In mi ni žal, da sem se tudi spustil v politiko direktno, da sem z druge strani si potrdil to, o čemer sem pisal in v ničemer se nisem pravzaprav zmotil, glede na to, kar sem v praksi videl. Torej tisti, ki ima moč, politično moč, ki si zamisli, kdo bo direktor določenega kulturnega zavoda, zdaj pa ne govorimo samo o kulturnem zavodu, govorimo tudi o vseh javnih zavodih. Naprimer, dajmo, da ne bomo samo o kulturi, dajmo izpostaviti primer, ne more biti, po mojem mnenju, direktor Univerzitetnega kliničnega centra kirurg ali zdravnik, ker je to neumnost. Potem pa je jasno, da bodo pri nabavah prišlo do takšnih mahinacij, kot vsakodnevno prihaja, kot slišimo iz medijev. Če prihaja, če to verjamemo, kar mediji poročajo. Ne more biti strokovnjak, prvič ga je škoda, kajti na državne stroške se je izobrazil v javnem šolskem sistemu, se je izobrazil za visokega strokovnjaka v zdravstvu, potem pa opravlja v bistvu podjetniške funkcije direktorja, kar je izredna škoda. Torej, režiser ne more biti direktor gledališča. To je neumnost. Sicer v gledališčih so tako ali tako že malce drugače organizirani, imajo umetniškega direktorja in imajo direktorja, ampak se dogaja, da veliko primerov je, ko so režiserji ali pa celo igralci, direktorji. To je katastrofa. To za mene, za moje pojme je to konec sveta. Igralec je zato prišel v gledališče, da bo igral. Ne more biti, nikakor ne more biti vodilni kader, ne more biti direktor, ne more upravljati teh ekonomskih funkcij. Mogoče je dober v lobiranju, to je edino. Mogoče je tukaj dober, ker je na sprejemih se seznanil s politiki, ampak moramo vedeti nekaj, da politične strukture se menjajo na vsakih volitvah in moramo vzpostaviti sistem tako v ekonomiji, v podjetništvu, tako v kulturi. Kajti v ekonomiji, v podjetjih je isto, v javnih podjetjih. Kadrira se na isti način kot tukaj. In mene najbolj boli to, to je bil tisti žulj in mogoče en izmed tistih žuljev, zakaj sem objavil to knjigo in se lotil te raziskave, da kulturniki pristajajo na ta sistem. Umetniki pristajajo na ta sistem, kulturniki pristajajo na ta sistem, torej ga potrjujejo. Torej ga v praksi potrjujejo. Zato me izredno žalosti oziroma jezi, ko v medijih zasledim, kako se napihujejo proti dnevni politiki, trenutni dnevni politiki. Kar je neumnost, to nima nobenega smisla. To ni zame več politični angažma, to je kratko malo napihovanje struktur oziroma javno lobiranje. Seveda je tukaj veliko zavedenih, ki se pač angažirajo potem in protestirajo, ne vem kaj vse, proti določeni politiki. To je neumnost. Sistem se spreminja lahko samo tukaj. V javnih institucijah. Če bi se ta sistem spremenil tako, da ne bi bilo več takšnega vpliva, da ne bom rekel politike, temveč splošno uveljavljenega vpliva tega romantičnega gledanja na kulturo. To bi bil velik uspeh. Namreč primer iz prakse, slab primer, ne bom navedel imena, znana oseba iz javnega zavoda, šlo je za gledališče, je izredno kritizirala
češ kako ti politiki vplivajo na program, hočejo na program vplivati, hočejo vplivati na to, na ono, na te predstave, na ukinitev te predstave ali pa na prepoved, ne vem kaj vse. In seveda preko sveta zavoda to delajo in ne vem kaj in kako. In potem, ko jih predlagam, zakaj pa se ne bi osamosvojili, zakaj ne bi, gre seveda za lokalni javni zavod, lokalne skupnosti, občinski javni zavod, zakaj se ne bi sprivatizirali? O, ti prasec, ti hočeš privatizacijo, ti boš uničil kulturo v Sloveniji. Zdaj pa potem pa naslednji moj odgovor je na to bil samo, potem pa se ne smeš temu pritoževati, temu sistemu, potem pa moraš trpeti v tem sistemu. Če hočeš, da ti lokalne politične strukture dirigirajo program, dirigirajo to, kar boš rekel, kar boš povedal, kako se boš obnašal, kdaj boš predstavil delo, za koga boš predstavil delo, katerega režiserja, katerega scenarista in katerega igralca boste najeli. Mislim, zdaj treba se zavedati, kje si v službi. Ja. Zdaj, ali hočeš biti za sebe, ali hočeš biti podrejen nekomu. Ne? Ja, zdaj res je, da gre tukaj za javne zadeve. In da v javnosti in seveda imamo vsi možnost participirati in možnost razpravljati. Seveda moramo imeti možnost tudi se opirati. Vendar je v primeru kulture, v primeru kulturne produkcije za javno dobro ne smisel, da zgubljamo energijo v razpravi s tistim, s katerim to ni potrebno, oziroma je nekonstruktivno. Jaz ne verjamem, da bi tem zavodom, če bi se sprivatizirali lokalnim, da bi šlo slabše. Jaz mislim, da bi šlo veliko bolje. Sveda bi pa se strukture spremenile in pa produkcijsko bi se seveda morali, bi se posledično vsekakor okrepili, kajti ne bi se ukvarjali več ne bi več zgubljali energije toliko s poročanjem svetu in pa komisijam in pa občinskim svetom. Dušan, mogoče malo spremeniva smer. Ti si v osebnem življenju hitro prešel Dobro. Ali pa recimo v ustvarjalnem življenju. Hitro si prišel iz nekega umetnika, ustvarjalca, tudi v vode organiziranja, organizacije na to področje. Je bilo to, kako bi rekel, je bilo to iz nuje, ker nisi kot umetnik našel na drugi strani nekoga, ki bi te zadeve delal, ali je to bilo iz nekega osebnega interesa? Ja, zdaj tu misliš iz mojega glasbenega delovanja v bendu CZD in... Tako. Ja. Zdaj mogoče bi v začetku povedal tole, da to niti ni bilo tako hitro, da je ta prehod bil zelo blag in pa vsaj jaz ga tako vidim. Navzven pa se verjetno vidi res, ja, da je bil prehod v podjetniške vode, kulturno-podjetniške vode, hiter. Ampak je bil po mojem počasen, kajti vsaka glasbena skupina je dobro primerjati s podjetjem. Vsaka glasbena skupina je tako dobra, kot je ali pa tako slaba, kot je najšibkejši člen v tej glasbeni skupini. V tej glasbeni skupini, če hoče uspeti, morajo vsi trobiti v en rok. Zdaj pa, ne glede na to, kakšno glasbo igrajo, ali to orkester igra klasično glasbo, ali punk rock skupina igra punk, nabija punk, ali pa celo, da gre za eksperimentalno glasbo. Vsi morajo na nek način v določenem času, v določenem trenutku, na istem kraju trobiti v en rok in
In skozi te izkušnje v glasbenih skupinah oziroma v glasbeni skupini CZD, recimo, pa tudi v drugih, sem pač tudi na primerih prakse lahko ugotovil, kako lahko podjetje funkcionira. Kajti vsaka glasbena skupina je nenazadnje, če hoče kakorkoli obstajati, na katerem koli nivoju uspeha ali delovanja, je podjetje. Jo je nujno primerjati s podjetjem. Torej, mora skadrirati, mora sfinancirati svoje projekte, izdaje kaset, plošč, CD-jev ali pa digitalno izdajanje, karkoli. Nekdo mora to predstaviti javnosti, torej PR, potrebujemo odnose z javnostmi, potrebujemo, ko govorimo o komuniciranju z javnosti, komuniciranje z notranjimi javnostmi, sploh če gre za velike orkestre, tudi če gre za manjše orkestre, vedno mora vodilni komunicirati mora notranje komuniciranje biti ločeno od zunanjega komuniciranja, komuniciranje z zunanjimi javnostmi. In potem so tukaj nabave strojev, torej opreme, v tem primeru glasbene skupine mora biti nabava, to imenujemo strojne opreme, očevalci, kitare, ne vem kaj vse oprema, glasbeno ozvočenje. Mora tukaj biti organizacija, gre za časovno usklajevanje, torej booking management, vrhovni management, finančni management, glasbena skupina, orkester mora imeti advokata, ali pa se mora nekdo v glasbeni skupini razumeti, ali pa seveda je nekdo v glasbeni skupini upravlja, ne glede na to, ali se zaveda ali se ne zaveda. Jaz govorim o tem, da bi bilo bolje, da bi se vsi, ki se ukvarjajo s čimerkoli, zato mi grejo amaterji na živce, da se vsi, ki se ukvarjajo z umetnostjo, da bi se zavedali, kaj počnejo. Pri nas gre večinoma tako, da se posamezniki ne zavedajo, kaj počnejo vse. Da počnejo pravzaprav menedžerski posel, da počnejo posel pravnika, počnejo posel nabavnega ali finančnika ali karkoli. Bolje je se s tem sprijazniti, se to naučiti, priučiti in bodo uspehi večji. Potem v glasbeni skupini gre seveda tudi za načrtovanje, kar v vsakem podjetju mora biti en plan. Če hoče glasbena skupina uspeti, mora imeti enoletni plan, zdaj bomo posneli ploščo ali bomo posneli singlico ali bomo posneli to. Ali mora imeti potem tudi 5-letni plan, v 5 letih bomo izdali 2 albuma, ali 3 albume, 4, vsako leto enega. Ali bomo raje več igrali, ali sploh ne bomo izdajali, bomo 5 let samo igrali na koncertih in tako naprej. Vse, kar v glasbeni skupini obstaja, vse lahko preslikamo na podjetje, na katerokoli podjetje, ne glede na to, ali se ukvarja s kulturno produkcijo ali prodaja dele za avto ali avtomehanično delavnico, ali to zidarsko podjetje ali avtocestno podjetje, karkoli. V glavnem, tukaj ni razlik. Moj prehod pa je seveda bil včasih skokovit, včasih pa zvezen. Naprimer, vedno sem moram reči, sedaj že o profesionalnem ukvarjanju z glasbo, vse sem nekaj let tudi samo od glasbe živel, čeprav od punk rock glasbe, kar je v Sloveniji nemogoče, ampak smo turali po Evropi in še tudi druge. So bili moji skoki tudi na vodenje, recimo, radijskih postaj, Radio Marš, bil sem direktor na Radio Maršu v 90-ih. Še prej sem bil vodja Mladinskega kulturnega centra, MKC, ki sem ga ustanavljal v sedanji obliki, recimo. Vendar moj namen ni bil, da bi MKC postal javni zavod, to je kasneje se izvedlo preko mariborske lokalne politike. Bil si galerist? Ja, še prej prvo zasebno ali civilno družbeno, oziroma tukaj na meji med zasebno galerijo in pa eno
ne javno, seveda, galerijo 8.8 smo ustanovili leta 88 in je, mislim, da je edinstven takšen prostor bil v Jugoslaviji. No, potem po Radio Marš, oziroma pred Radio Marš sem bil vodja novinarskega kluba, spet menedžerska funkcija pri časopisu Katedra. Kasneje, po 2000, ko sem doštudiral management, sem imel ekspedicijo na ljubljanskem Radiu Študent kot vodilni direktor radija. No, kasneje pa sva začela delati skupaj v Kulturnem centru Maribor in menim, da je implementiranje podjetništva uspelo v našem primeru. Ja, absolutno. Mislim, trenutno delujemo kot založba z produkcijo skoraj 50 knjig na leto. Ne nazadnje, lahko malo katera založba v Sloveniji to zagotovi. Ne vem, nimam podatkov. Mladinska knjiga izda na primer 300 knjig na leto. Naš načrt je, ko smo se pogovarjali, da izdamo recimo 100 knjig na leto in pri tem bi nekje mogoče se ustavili. Jaz sem se zadnjič pošalil malce na enem sestanku, da pa je naš načrt 1000 knjig na leto. Mislim, nič ni neuresničljivo. Če si seveda zadaš plane in plane izvršuješ. Vendar je kljub temu treba, če hočeš katerokoli podjetje peljati, normalno je treba realno nastaviti plane. Mislim pa, da 100 knjig na leto za eno manjšo založbo, kot smo mi, no potem več ne bi bili manjša založba, bi bili srednja založba, srednje velikosti ali pa celo že večja, je pa dosti realen plan. No, ob lastnem ustvarjanju si tudi vedno težil k nekim vodilnim funkcijam, k nekim, kako bi temu rekel, k nekim funkcijam, kjer uresničuješ projekte, zadeve, kjer se udesuješ kot neki vodja projektov. Ja, zaradi tega imam mogoče probleme, oziroma sem imel sam sabo probleme in pa probleme s sodelavci, torej v glasbenih skupinah ali pa pri drugih projektih, kajti tega je več, tudi javnost na primer ne ve, da sem en izmed pobudnikov oziroma en izmed 2 članov Slow Pop Art projekta, kjer ustvarjava z Romajem Štraklom pop art grafike na temo slovenskih simbolov, javnih osebnosti in tako naprej. Pri glasbenih projektih pa je tako, da jaz nisem vedel, da sem jaz vodja. Jaz se tega nisem zavedal. Jaz tega nisem sprejemal, tudi sem se tega izogibal, ker je to naporno, ker je to prinaša odgovornosti, ker to prinaša odgovornosti, še enkrat. In je seveda to, zaradi česa bi se naj lotil, naprimer kot mladinec glasbene skupine, da dobiš punce, da dobiš pijačo, da dobiš čim več zabave, zastonj, da dobiš potovanja, ne vem kaj, več ni zabava, ker postane preveč odgovornosti in odgovornosti smo se vsi otepali. In mislim, da za vsak uspešen projekt mora biti izkristalizirane odgovornosti. Torej, morajo biti funkcije porazdeljene. To je izrednega pomena. To je izrednega pomena v vsakem podjetju in pa v vsaki glasbeni skupini. Naprimer, zaradi tega, mogoče tudi zaradi tega, CZD ni
tako uspel, ni uspel požel toliko, kot bi lahko, naprimer. Seveda je CZD skupina, v kateri sem nastopal v 80-ih in tudi 90-ih in pa še po 2000, imela 3 vale uspeha, recimo v vsakem desetletju en večji hit ali pa 2 v tem undergroundu in pa smo bili recimo v Jugoslaviji jugoslovansko popularen band in potem vedno, ko je prišel vrh popularnosti, ko je morali stopnico višje stopiti, jaz tako vidim sedaj, nihče ni prevzel odgovornosti ali pa strah pred odgovornostjo, nam je potem ta uspeh ušel iz rok zaradi tega, ker je bil prisoten strah pred odgovornostjo. To, kar seveda zelo lahko tudi ti opaziš, ko prihajajo umetniki, razni umetniki k nam s predlogi, da bi jim na glasbenem področju recimo izdali ali pa da bi jih menedžirali, kako se vzpostavi strah pred odgovornostjo, ne? In da z drugega stališča, z drugega zornega kota sedaj to vidimo. To je izredno pomembno pri vsakem podjetju in kulturi. Pri nas nihče ne prevzema odgovornosti. Torej, še vedno živimo bolj v kolektivni odgovornosti, kot v individualni odgovornosti. Zdaj, individualna odgovornost prinaša seveda kapitalizem, demokracijo in to kolektivna odgovornost prinaša kolektivno. In v kolektivni odgovornosti podjetja ne morejo uspeti. Mi smo seveda padli v en čisto drug svet, ko smo se v 80-ih, ko smo se pričeli z glasbo ukvarjati. Mi smo živeli v kolektivnem svetu, ker nihče za nič ni prevzel nobene odgovornosti. V bendu, kjer pa smo se hoteli uveljavljati recimo v enem 20-milijonskem trgu, so pa že v enih večjih mestih, v Beogradu, Zagrebu, Reki in Sarajevo, zelo dobro obvladali individualno odgovornost in dobro obvladali management, podjetništvo, glasbenem poslu, ki pa ga mi seveda nismo obvladali. In moram reči, da v Sloveniji še zdaj popularne glasbe ne obvlada nihče ničesar. To je čista slika in prilika kulturne produkcije. Če sploh bi o popularni glasbi morali govoriti v okviru nacionalnega programa kulture, recimo. Tako da to je spet ena izmed pomembnih stvari, ki jih zagovarjamo v tej knjigi, individualna odgovornost, kolektivna odgovornost. Preden sem se sam zavedal, da moram prevzeti odgovornost, je preteklo polovico življenja, verjetno mojega že. Zdaj, odkar te poznam, mislim, da je pri tebi vedno pri izvajanju projektov vedno cilj uspeh. Ampak s tem ne mislim neki osebni uspeh, ampak uspeh projekta, ne? Da se projekt izvede, da pride do tiste končne točke, za katero je bil zastavljen, za katero smo se sploh vsi za njega trudili, ne? No, osebni uspeh mi je tudi pomemben. Ja, tudi. Ja, hvala, Rečemo temu tudi, ne? Hvala, da si podaril mojo skromnost, ampak ja, mogoče imamo potem malce problemov pri prodaji, ne? To je, ne? Res je, to si je dobro opazil. Jaz bi rad čim več projektov izvedel do te točke, da so izvedeni, da so. Ne? To pomeni, da še vedno nisem podjetniško dovolj usposobljen, da moram se še učiti, kajti mi moramo potem knjige, ki so v zadnjem obdobju fantastične in pobiramo odlične kritike v javnosti, odlične, jih moramo prodati. Dobro, prodali smo sedaj na glasbenem področju smo mogoče boljši prodajniki, torej vinilne plošče smo dosti dobro prodajali, medtem ko pri knjigah moramo še postoriti par korakov. Sicer smo dobro zastavili v zadnjem letu digitalni marketing, ampak lastna prodaja tega, to pa kot rečemo, s tem z malo prodajo se pa ne ukvarjamo. Mi pa se radi, kot veš, ne? Tukaj pa še nismo usposobljeni dovolj in moramo se učiti, kajti v podjetništvu in ne samo v kulturi, torej v vsakem podjetništvu je izrednega pomena, da se vsi deležniki vedno znova učijo in prilagajajo novim razmeram, kajti vedno so na trgu
In v kulturnem okolju, v medijskem okolju, vsem okolju okoli nas se razmere spreminjajo. In tehnologija napreduje. Jaz sem zelo zadovoljen, da smo mi dost tehnološko usposobljeni v kulturnem centru v Mariboru recimo in da vedno sledimo, vse poskušamo slediti novim tehnologijam in da smo tukaj dosti dobro omreženi recimo, ne. Lahko bi bili sve še boljše, ampak smo najbolje od vseh, v tem smislu smo mogoče na vrhu v Sloveniji. Torej, ja, to priznam in priznavanje lastnih napak. To je moja napaka in priznam lastno napako. Meni je kot tistemu, ki je izhajal iz umetnosti, ki je na nek način umetnik. Jaz pravim, da sem umetnik v prostem času, drugače pa sem menedžer v kulturi, podjetnik v kulturi. Je še vedno bolj pomembno, da dobro knjigo naredimo, tako kot smo zdaj naredili knjigo Darka Zvonar preden, Pogovori s Pahorjem, s Borisom Pahorjem, ali pa knjigo s Tonetom Partljičem, Komedija, v trdi, mehki vezavi in tako naprej, da je ta proizvod tukaj, da je dober, da je brez večjih pripomb, da ni noter večjih opaznih tiskovnih napak, da je dobro oblikovana, da je v mehki, trdi vezavi, da so vsi zadovoljni, vsi, ki delamo, da si ti zadovoljni, da sem jaz, da je gospod Pahor, Partljič, da so avtorji Darka, da so vsi zadovoljni. To je seveda nagrada, ampak naslednji korak pri podjetništvu, če hočemo podjetništvo dobro implementirati, je te naše odlične knjige torej še tako odlično prodati. Morda tema za tvojo doktorsko disertacijo? Ja, raje v praksi, pa potem... Seveda, treba. Raje prej v praksi, potem... Ja. Tako, mislim, ne vem, bi še tukaj kaj dodali. Mislim, da smo na tej točki lepo zaključili tudi. Ja, lahko še kakšen vic povem, jaz vicov nikoli nisem znal. Ja, Milan Fridauer je bil tu pred nekaj tedni, tako da. Mislim, da lahko par njegovih vicov tu prilepimo v video. Jaz sem bil v tvoji poziciji voditelja pogovora in potem je Bojan Tomožič od zadaj rekel, glej, Hedl se posmeji, potem ko se mi zasmejimo, šele ko vidi, da se mi Taka vicov tudi ne zastopim, to dobro. Ja, ampak za podjetništvo je dobro seveda tudi to, ne, da se predvsem vodilni bi se moral znati hecati, bi moral imeti smisel tudi za humor, za vsako uspešno delovanje je tudi humorni pristop pomemben na nek način, da ni vse zategnjeno. To mi tudi ne uspeva, ne, večkrat, ne. Tega bi se še moral naučiti recimo bolj, čeprav poskušam, ja, malo, ne. Drugače pa ja. Drugače pa ja, hvala za pogovor. Vidimo se jutri v pisarni. Hvala tebi, hvala vsem, ki to gledajo. Bodite dobro.